moram pa še narediti tole. Kje moraš pa še narediti? Živijo, filologini. Živa. Živijo, Jana. Živa. Barbara. Živijo. Barbara, živijo. Naj pa zanima, kako nastane revija. To je pa že kar težko vprašanje. Ja, nastane pravzaprav pri naju dveh v glavah, bi rekli, na nek način. Pa v vaših tudi, pilovskih namreč, ker zelo veliko pišete na mail in potem to, kar bi vi radi in kar vam je všeč, mi dve, absolutno potem probava nekako to revijo. In to takole izgleda, evo. Temu se reče lojtra, hecali mi, ne? No, takole izgleda prazna. Se pravi, to so vse strani, ki so sicer v reviji, tlele so kartice, to je uvitek, tole, vidite? No in tole, notranjost vseh strani je pa tole, in potem greva medva od vodnika do tinjaz, do tačk, se pravi, živali, intervju, glasba, kino, kaj še, pa strip. Pa strip. No, ko smo pa pri stripu, lahko pa pokažem, kako pravzaprav ta strip nastaja. Riše ga naš ilustrator Matej Dečeko. Tekst pa sestavlja Pižama in ona dva se skupaj dobita in potem na kosilu nekako sestavita zgodbo. In jaz dobim takšno skico, Matej tako nariše, v bistvu vse črno-belo. Jaz iz tega približno lahko uganem, kaj ne bi bilo v zgodbi, ampak sem potem vedno presenečena. Potem dobi Boštjan tudi to skico in napiše noter besedilo. To besedilo jaz pregledam, tudi pogledam, a so vsi liki narisani, to je moje delo potem uredniško. Preberem besedilo, ga pošljem še lektorci, potem se popravke pošljemo v bistvu Mateju, ki potem to nariše. In naslednja faza je takšna, da jaz dobim barven strip. Tako nastajajo tudi vsi ostali članki. Tako pride besedilo, vse v bistvu zdaj pride tako po internetu oziroma po vizualno. Nič več ni te romantike, da bi tako ilustratorji nosili lepe risbice, pa fotografi prinesli, naredijo pozitiv fotografije. Žal ne. To zdaj v bistvu vse prehaja po e-mailu in evo, in potem pride na ekran in potem to sestavimo skupaj. Zdaj sem vaju pripeljala k lektorci, to je naša Vera. Njej sem poslala glasbo, tiščanko lekturo, ko smo se prej pogovarjali. In Vera potem pogleda, a so vse vejce na svojem mestu, a je kje kakšna napaka slovnična, ali pa še kaj drugega. Tako da, Vera, lahko pokažeš mogoče, kaj vse si popravila v tem članku, tako da se bo videlo tisto, kar je rdeče. Recimo, odpičani sem popravila v posrečani. Simpatična je tudi zelo pogosta priljubljena beseda, pa jo zamenjamo ali prikupna ali kaj drugega, kar takrat ustreza v sobesedilo. Recimo feni so tudi zelo pogosti ali pa recimo beseda kul, vse je za mlade zdaj kul. In slovenščina ima pa veliko drugih izrazov, ko so mogoče tudi bolj povedni, pa bolj plastični, bolj zanimivi mogoče. In če uporabljamo vedno eno besedo, vedno recimo kul, potem osiromašimo svoj jezik. No, tukaj smo pa mi pri naši Kseniji, to je naša oblikovalka Pilova, Ksenija? Ja. To sta firpcologine, ki jih zanima, kako pravzaprav pil potem deluje, kako ga ti postaviš, kako pride do oblike, ki jo potem v naši tiskani verziji vidimo. A to je program za urejanje slike? Ja, to je program Photoshop. To je samo za recimo urejanje slik, pripravo za tisk. A to je v bistvu tako, da polepšate osebo na več tisk? Recimo zretuširamo, če je kaj potrebno, drugače pa poskusimo čim bolj naravno pustiti. To izgleda približno tako, da s temi pikicami slikico ali pa figuro obrežem in ko jo bomo potegnili noter v drug program, tam, kjer se revija postavlja, bo to čisto lepo vidno, da je samo figurca. No, drugače pa mogoče zanimivo, Ksenija včasih reka, da ima preveč materijala, prava čarovnica, jaz rečem, kako to veliko teksta, pa veliko slikc nekako zbaše noter v tako stran, ki potem čudovit gleda, še z barvami, ki jih doda in tako naprej. A to je zdaj za tisk pripravljeno? Ja, to zdaj, ko jaz vnesem vse korekture urednic in lektorice, potem pripravim za tisk. Vidiš, vse gre tako, po netu, avtorji po netu, tiskarna, vse. Šele revija bolj za v roke pa Ja.